Haleluja, še en dan z Jezusom, slava Bogu. Nekaj za mlade, kakšen naslov podcasta. Wow. Tina, ti boš na kempu za mlade? Ja. Boš? A se veseli? Ej, ne, približno. Ej, se pravi, kva se bo kaj dogajalo? Daj pojdi, Tina. Baje bomo ful zgodaj zjutraj vstali ob 5 zjutraj. Daj ne nakladi, v 5 boste šli spat, ali kaj? A to smo zdaj reči. A bi rada, da nobene pride, kaj zdaj? Ja, mogli bi zdaj Tino videti, je odpadla čisto komo, ker ona še v življenju do 5 zjutraj vstala in tudi na tem kempu ne bo. Ja, navadno shodimo ob 5 zjutraj spat, ja. Nisem, ne nujno, ampak velikrat pač do takrat berem, pa dokumentarci gledam, kakšne poučne, pa muska ali bilo kaj, pač ful stvari. Pa boš kaj imela ta svoj mikser s sabo, DJ-ovski? Dobro vprašanje, ne vem, kam bi se lahko priklopili. Ja, se bomo cel zvočeni, tele pive bomo imeli, pa mikser. Mislim, ful bo muska. V bistvu isto ozvočenje, ko bo na Prešernu, ko smo ga imeli, bo tudi v tem kampu. Tako da, hajde doje. Če si mlad, 13 do 19, prid slaviti Jezusa, skupaj z nami v Koper, mislim, z vami, mene ne bom, Tina bo tam. Kruške, Mačji hrib oziroma Cat's Hill, to je nad Marezikom. Ok. 20 minut do Kopra. Ok. In kaj bi ti svetovala mladim, zakaj ne pridejo, Tina? Zato, da se bomo imeli dobro, pa morje je blizu, pa ful lepi razgled, pa okrog so same trte, ful je dobro, tako prav relaxing je. No, tukaj pa še en mladenič, ko sem ga jaz poznal, ko je Jezus prišel in je bil dosti blizu mene doma. In njegovo ime je Aleš. Perko. In Aleš, a si ti še mlad? Meni tako deluješ, kot da si še vedno ful mlad. Zdaj pa ne, samo eto zdaj, da si ti tako počutiš. Ne, seveda sem še vedno mlad. Si, haleluja. In kaj je skrivnost, da ostaneš tako večno mlad? Ja, da se družiš z Jezusom. Amen. In mogli bi ga videti. Žal imamo pa samo audio podcaste, ker zgledate oba ful blagoslovljeno mlado v Jezusu. Haleluja. Carol, why would you suggest young people to come to the youth camp? You might find your future husband or wife there. Wow, Carol je pa ful praktična. Sem vprašal, zakaj ona priporoča mladim, prav, tam lahko sreča svojega bodočega moža ali pa ženo. This is for 13 to 19 years? My sister found the pastor's son, and they started dating when they were 14 and got married when they were 20. So. Ja, moja sestra je najdla sina od pastorja, ki je srečala, ki je bila stara 14 let in sta začela hoditi in danes sta oba pastorja. Haleluja, imate ful dobro cerkev. Haleluja. Poročila sta se pri 20. Pri 20 sta se poročila, dobro prevajaš, Tina, jaz se ti detalje malo. Koliko ima to otrok? Three otrok, and let's see, and three unuki and Prihaja. Cool. Ok, tako da vsi, ki ste mladi po telesu ali pa po duši, bod vedno mlad, haleluja. Amen. Jezus je v bistvu rekel, če nisi kot otrok, ne moreš priti v Božje kraljestvo. In biti kot otrok, recimo meni to pomeni, da brez nekih mask pa napačnih motivov slavim Jezusa in sem ful navdušen nad njim, kaj en otrok, haleluja. In tako največ spremaš v Boga. Če si ful simple kot otrok, bod mlad in Bog ima ful dober plan zate. Ampak vidim tukaj, da Carol je tudi ful mlada in bi kar še nekaj rada povedala. Izvolite. Actually, what's even more important than finding your future mate is a relationship with Jesus, and it's going to be great to grow in knowledge and intimacy and love with Him. It's going to be awesome. V bistvu še bolj pomembno od tega, da najdeš moža in ženo, je, da najdeš Jezusa, haleluja. In imaš odnos, osebno odnos z njim in rasteš v intimnosti z Bogom.
Haleluja. Še ena oseba se javlja, mislim, da to je Tina. Ja, jaz hočem samo zaključiti PS, da ne bomo v 5 zjutraj vstajali, ampak dosti kasneje, tako da ne se ustrašite. Haleluja. Živite z Eosom, kakorkoli ura, ko to poslušate, in upam, da pridete ali pa da koga povabite na ta kemp in boste blagosloveni. Čau. Bye, bye. Ciao. Ja, ja. Adios.